Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Začela se je pomlad, sonček že greje, zato sem danes za vas pripravila pravljico z naslovom Strašni čokoladni volk. To je pravljica o ljubezni, prijateljstvu in sprejemanju, ki bo ogrela marsikatero srce. Strašni je bil zelo nenavaden volk. Oboževal je namreč čokolado. Že od mladih nog je sanjal o tem, da bi pripravil najboljšo čokolado v mestu. Strašni je vadil in vadil, topil, mešal in izboljševal je svojo posebno čokolado. Vse dokler bil je pripravljen. Prosim, naj bo trgovina z igračami. Mogoče bo knjigarna. Jaz pa upam, da bo trgovina z glasbili. Strašni je ponosno stopil iz čisto svoje čokoladnice. Stopite bližje, pridite in pokusite mojo slastno čokolado. Ampak zgodila se je čudna stvar. Vsi so se razbežali. Joj mene, veliki hudobni volk. Poglejte, kako ostre zobe ima. Bežite, rešite se. Kako nenavadno, si je mislil Strašni. Mogoče pa te živali še nikoli niso okusile čokolade. Odločil se je, da jim bo ponudil nekaj čokoladic, kar zastonj. Toda spet so se vsi razbežali in poskrili, razen pogumnega pujska, ki se je ravnokar vrnil z velikega mesta. Preden ga je lahko kdorkoli posvaril, je odcepetal naravnost k volku. Druge živali so zadrževale dih. A bi pokusil karamelno poslastico? Je vprašal Strašni. Pujsek je zaprl oči in jo pojedel. Kako slastno. Ja, vem, te so moje najljubše. Živali so počakale, da je Strašni odšel in se splazile iz skrivališč. Kakšno srečo imaš, da ni pojedel tebe, je zakokodakala gospa Kokoš. Tega volka se raje izogibaj. Vendar je pujsek ni poslušal. Naslednji dan je kupil še več čokoladic. Strašni je bil presrečen. A bi pokusil današnjo jagodno poslastico? Pujsek jo je pokusil in bila je izvrstna. Ves dan je pujsek klepetal z novim prijateljem. In ves dan je Strašni čakal na nove stranke. Ampak nihče ni prišel. Ko je pujsek naslednje jutro priskakljal v slaščičarno, je bil Strašni čisto na tleh. Nihče noče pokusiti moje slastne čokolade razen tebe. Pujsku se je utrnila briljantna zamisel. Kaj pa, če bi jim jaz ponudil zastonj čokoladice? Potem bodo vsi vedeli, kako izvrstne so. Strašni je bil čisto prevzet. A bi to storil zame? Ja, seveda, je odvrnil pujsek. Čokoladice so bile vsem tako všeč, da so jih takoj naročili še več. Vsi, razen gospe Kokoši. Volkova čokolada, ne, hvala. Pujsek je obljubil, da jim čokolado dostavi takoj naslednji dan. Strašni je mešal, topil in oblikoval svojo posebno čokolado. Pujsek pa mu je pomagal. Drugi dan sta že na vse zgodaj čudovito zavite čokoladice skrbno zložila v košarico na pujskovem kolesu. Strašni se je namrščil v temno nebo. Deževalo bo, bolje da pohitiš, pujsek. Kmalu se je vlilo kot iz škafa in razbesnela se je divja nevihta. Pujskovo kolo je zdrsnilo in buf! Kar naenkrat je poletel s kolesa. Pujskova noga je bila hudo poškodovana. Živali so čakale in čakale na nove pošiljke, ampak čokoladic ni bilo nikjer, pujska pa tudi ne. Nastala je prava zmešnjava. Ne bi smeli naročiti čokoladic pri volku, bila je past, je kričala gospa Kokoš.
Pujska je pojedel, vam rečem. Nemudoma je sprožila iskalno akcijo. Benjamin, njegov prijatelj Arne in dve pogumni raci so se odpravili prvi. Do kosila pridite nazaj, je za njimi vpila gospa Kokoš. Ko je prišel čas kosila, je še močneje deževalo, o iskalni skupini in Pujsko pa ni bilo nobenega sledu. Vsi jih moramo iskati, stavim, da se volk prav zdaj masti s Pujskom, oblitim s čokolado, je zakokodakala gospa Kokoš. Živali so zbrale pogum in se odpravile v mrzel deževen popoldan. Strahoma so se približale čokoladnici strašnega volka. Ko so bile že čisto blizu, so zaslišale smeh in zvončkljanje porcelana. Najbrž krdelo volkov uživa v pojedini, je zakokodakala gospa Kokoš. Pokukali so skozi okno. Tam je bil Pujsek, živ in zdrav, in volk je Benjaminu, Arnetu in račkam stregal vročo čokolado. To je moj prijatelj Strašni, je rekel Pujsek. Rešil me je. Ampak, je zakokodakala gospa Kokoš. Stopite in se ogrejte, je prijazno ponudil Strašni. Vroča čokolada, ki jo je postregel Strašni, je bila tako odlična, da je še gospa Kokoš prosila za repete. Presenetljivo dobra vroča čokolada za volka. Strašni je živalim obljubil, da jim bo že naslednji dan prinesel čokoladice in jim razkazal svojo čokoladnico, in vsem so se že cedile sline. Vse živali so ostale cele, no, razen čokoladnih.